Pri prodaji avtomobilov se še vedno najbolje godi razredu križancev. Ne le, da se križanci vse mogočih oblik prodajajo dobro, napovedi kažejo, da se bo njihova prodaja čez nekaj let še izdatno povečala. Enako velja za Hyundaievo Kono, za katero se je v slabih 3 letih v Evropi odločilo že več kot 120 000 kupcev. A še preden se ji v celoti posvetimo, ste se že naročili na naš kanal, da boste redno obveščeni, kaj se dogaja v avtomobilizmu in mobilnosti nasploh. Sicer je pod videom ikona na roči, zraven je pa zvonček. Seveda pa ni oblika zgolj tista, ki botruje dobri prodaji. Kona je namreč na voljo ob 2 bencinskih in 2 dizelskih motorjih tudi kot popolnoma električni avto. A ker si slednjega ne morejo vsi privoščiti, pa ne samo zaradi cene, ki mimogrede sploh ni tako visoka, ampak predvsem zaradi infrastrukture, je morda za spogledovanje z električno vožnjo najbolj primerna tale Kona, ki je preprosto hibrid. Tu spodaj se tako družita 1,6 litrski bencinski motor, ki ponuja 77 kW, ter elektromotor, ki doda 32 kW. Skupaj pa je tako na voljo nekaj več kot 103 kW sistemske moči. Pri Hyundaiu pravijo, da je to dovolj tudi za dinamično vožnjo, a sam vam tega avta, če ste bolj športno naravnan voznik, ne bi priporočil. Tudi zato ne, ker se avtu, ki je ime dobil po mestu na največjem havajskem otoku, takšna vožnja preprosto ne poda. Tako kot so Havaji zeleni, se tudi temu avtu poda umirjena vožnja, s tem pa vam bodo zelenje oziroma narava zelo hvaležni. Za shranjevanje električne energije skrbi baterija s kapaciteto 1,56 kWh. Ni veliko, zato se hitro sprazni, a se tudi hitro napolni. S tem je zagotovljena vožnja na elektriko vselej, ko je to mogoče. In prav to je lahko prednost za določene voznike. Popolnoma električni avto je potrebno vestno polniti, če se želimo z njim voziti. Tudi priključni hibrid zahteva disciplino. To torej pomeni, da ga moramo polniti doma ali pa na polnilnici in to v vsakem vremenu. Tudi takrat, ko zunaj lije kot iz škafa. Če si govorite, da ste seveda tako disciplinirani, naj vam povem, da več kot polovica lastnikov priključnih hibridov teh napolni redno. Z običajnim hibridom in posledično s tole Kono pa teh težav ni. Polnjenja ne potrebuje, baterija je sicer majhna in se, kot rečeno, hitro sprazni, a se tudi hitro napolni. In posledično je vožnje na elektriko, sploh če se več vozite po mestu in manj po avtocestah, za prvo flirtanje z električno vožnjo povsem dovolj. Hibridna Kona se od ostalih različic oblikovno ne razlikuje. V 4,1 metra dolgem avtu se spredaj sedi dobro, zadaj pa seveda v odvisnosti, koliko prostora si vzameta voznik in sopotnik spredaj. Prtljažnik s 378 litri ni med večjimi v razredu, a se ga z laganjem naslonjal zadnjih sedežev da povečati na spodobnih 1316 litrov. Edina zamera, ki si jo tale Kona prisluži, saj z moje strani, pa je posoda za gorivo, ki sprejme vsega 38 litrov bencina. S priganjanjem se krepko povečajo poraba goriva in škodljivi izpuhi. Pri umirjeni vožnji pa oba motorja delujeta v izjemni sinergiji. Rezultat: 4,7 litra porabljenega bencina za 100 prevoženih kilometrov na našem nornem krogu. Umirjena vožnja godi tudi 6-stopenjskemu robotiziranemu menjalniku, ki se sicer pri odločnem pospeševanju preveč zaganja in včasih sprejema napačne odločitve. Pri umirjeni vožnji pa deluje brez pripomb. Stikala za vklop vožnje samo na elektriko ni. Je pa merilnik, ki vozniku pomaga s prikazom, kdaj se vozi v območju, ko se lahko samodejno vklopi elektromotor.
Ni potrebno biti preveč pameten, da je to seveda takrat, ko je pritisk na pedal za plin nežen, ker ko je odločen, takrat takoj in samodejno na pomoč priskoči bencinski motor. Tudi notranjost hibridne kone je bolj kot ne enaka ostalim. Drugačni so seveda merilniki, sicer pa je videz notranjosti jasno odvisen od tega, kateri paket opreme izberete in koliko doplačate za dodatno opremo. Za slednjo vam svetujemo, da si jo dodobra ogledate, saj v nasprotju z večino avtomobilov pri koni ni pregrešno draga. V testnem avtu je tako multimedijski paket, ki nudi 8-palčni zaslon, občutljiv na dotik, navigacijski sistem, zmogljiv zvočni sistem in možnost uporabe Apple CarPlaya in Android Auta stal 750 €. Paket Radar, ki prinaša aktivni tempomat, sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk, skupaj z radarskim sistemom za zaviranje v sili, ki prepozna vozila in pešce, pa vsega 300 €. In če ste pripravljeni odšteti vsaj 23 tisoč € za hibridno kono, vam svetujemo, da dodate še nekaj 100 € tudi za opremo, ki vas na vse zadnje lahko reši najhujšega.